Dragi moji prijatelji, tole je Ducati Scrambler 2015 letnik, sicer model Icon. Ducati je naredil Scramblerja v 70-ih tam nekje in Scrambler pomeni all-arounder, varianta motor za vse načine vožnje. Tole je tak, kako bi rekel, varianta naked, malo bolj cafe racer naked. Čeprav Icon je osnoven model, ima še 3-4 modele, ki so narejeni na tej osnovi. To si pogledajte na njihovi strani, ne bom šel glih v potankosti. Tole je prvič, da sem jaz vozil Ducatija, da sem sploh dejansko sedel na njemu. In moja prva izkušnja s tem motorjem je taka. Tomi prodaja ta motor in je rekel, da edino za mene ga vzam, ga zrihti. In ker sem prišel od njega, motor ni pržgal, ker je akumulator se spraznil, ker ga pač ni on vzdrževal čez zimo in je dejansko crknil. Sem kupil nov akumulator, motor je zalaufal takoj. Sem pa opazil, da ko je zalaufal, je tale Ducati opravičil sloves italijanskih motorjev, da, kako bi rekel, so znani po tem, da se kvarijo, oziroma da puščajo olje, oziroma da je masno, da treba šraufati. Se pravi, ko sem prižgal ta motor, je takoj spodaj iz oljnega filtra začel teči olje in mi je uničil tlakovce, oziroma umazal tlakovce. In sem si rekel, ja, lega Ducati, klasika, italijanska jajca, ovo, popizdil živ. No, pa sem šel en krog in ko sem prišel nazaj, sem gotovil, da olje več ne teče. Moja logika, oziroma moja teorija je to, da ker je motor toliko časa stal, se je tesnilo na oljnem filtru nekako skrčilo in ko si prižgal motor, je pač olje uhajalo mimo tesnila. No, pa ko si ga pelil en krog, se je to tesnilo spet segrelo, prijelo in dihta. No, tega jaz nisem nikoli doživel pri japonskih motorjih, ampak glej, če sam pri temu ostane, je v redu. Se pravi, to je 2.15 letnik, je 800 kubičen motor, je VL motor, se pravi VL pomeni 2 cilindra v obliki L-ja, če vidite. L-ja ni V-twin, ampak je L-twin, se pravi dvocilindrc, zračno hlajen motor Ducatijev, vzeti iz Monstra, ne vem, kaj je bil 796 ali kva. Tole je prišel ven 2015 in to je bila pooživitev, oziroma kako bi rekel, na novo so naredili linijo Scrambler, ki si pač bila v 70-ih, zato da dejansko nekako probajo dobiti nove ljudi, da pridejo na motorje, ker dosti ljudi pravi, da tale Ducati ni ta prav Ducati, ker je pač bolj švoh, ker je bolj tak mejhen, ker pač ni oranj bombnasti Ducati. Ampak Ducati kot firma mora prodajati motorje in njim je cilj, da dejansko dobijo vse več novih in novih uporabnikov. In tako vam bom povedal, kar se tiče vožnje. Naredil sem mogoče 30 km z njim, vleče iz nule, srednji obrati so močni, se pa vrti tam do 8000 obratov, kar ni toliko velik, ampak vseeno dovolj. Zdaj, rad glih ne zapoje v visoke obrate, nekako se bolj drži tam proti sredini, tam pa 5-6 tisoč obratov ima tudi največ navora, to je meni se zdi tam 66 Nm, ima pa tam cca 75 konjev. Ne vem, če poznate, ampak tole ima desmodromik ventile. Vi veste, da ventili ponavadi imajo tiste vzmetije. Ponavadi, ko se motori ful vrtijo, te vzmetiji ne dojemajo in ti motor lahko zariba. Tako so pa pri Ducatiju naredili take palčke, take rokice in so s tem eliminirali to možnost, da se pač motor uniči pri visokih obratih. Motor ima noter tudi tukaj 2 jermena, to je tisti njihov zelo glasni servis, kateri ful stane, ki moraš menjati jermene. Jermeni povezujejo se prav spodnji del z zgornjim delom. Tega jaz ne poznam, ker ponavadi pri japonskih motorjih so ketne. Ta Icon, prav ta model, ima ful dodatne opreme, komplet karbon po celem motorju, pa zamenjan zadnji amortizer. Drugače v originalu so Kayaba, tale pa neki Matris. Bremze so Brembo, zadnji ima en disk, spredi pa ponavadi motori imajo po 2 diska, no tale ima samo en disk. Nisem opazil, da bi bile bremze prešvoh, ima pa motor ABS, cornering ABS. Cornering ABS pa pomeni tisto, ko greš ti v ovinek, da pač senzori zaznajo, koliko si nagnil ovinek in on temu prilagodi ABS, da ne bi preveč prejel in da ne bi ti fuknil. Se pravi, sprednje gume 110, 80, 18 Pirelli, ki so bile prav narejene za ta motor. Tele so malo boge, tako da jih bo treba zamenjati. Zadnji so pa 180, 55, 17 in so narejene gume za asfalt in makadam. Auspuh je original, je full tih. Jaz, če bi imel ta motor, bi ga obvezno zamenil, ker dejansko se ga sliši ne. Sem pa opazil, ko sediš na temu motorju, da se čuti toplota iz desne strani in si ne morem predstavljati, kako je polet, ko je največja vročina. V bistvu, kot vidite, ta motor nima nobene vetrne zaščite, tako da je ves vetrni udar na tvoje prsa, na tvojo glavo in zabava je tam do 130, 140 pa parata že moteče, tam 210 ima pa je končno. Sedež gre dol,
Se pravi, tole je vse, kar dobite od prostora na motorju, glih toliko za prvo pomoč, to je to. Kar me fascinira je pa, da ima tukaj USB priključek za polnitev telefona ali pa česar koli želite. Vse, kar vidite v števca, je tale mala zadevca. Damo ključ noter. Kontakt. Einšpic naredi svoje. Tale rezervoar lahko sprejme 13,5 litrov goriva. Za manj iščete na števcu, koliko je goriva not, ker ta števc nima pokazatelja, koliko je goriva v rezervoarju, tako da boste mogli old school odpirati in pogledati, koliko je kaj goriva noter. Zdaj bomo pa mi tole čudo prižgali. Tukaj imamo tak gumbek. Olje! Olje! Ducati pač ne more iz svoje kože. Zdaj sem vam pokazal dejansko malo na hitrco, kakšen je ta motor. Zdaj se gremo posest, kamera na glavo, pa en krog. Kar se tiče udobnosti, motor je kar udoben. Lepo požira na ravnine, sedi se širok, zdaj pa počutim Ken Renegade, tako zajeban, kožna jahta, svoboda, pičke padajo. Tako bom povedal, ni glih najbolj tekoče šaltanje. Zelo težko najdeš nevtralni položaj med prvo in drugo. Včasih kar med prestavom vrže tudi valer. Ta širina balanse ti da tak dober občutek kontrole nad motorjem, sploh na takem makadamu, kot je to. Ducati Scrambler opravičuje svoje ime. Tole je stroj za asfalt pa za makadam. Res je zabaven, tako kot ti zadnji del malo zanaša, pa nizko težišče ima, tako da ni tiste bojazni, da seš kar tako prevrnil. Jaz bi naslednjem lastniku priporočil, da zamenja z enakimi gumami, zato da obdrži tale karakter tega Scramblerja in da lahko dejansko uživa v takih brezpotjih, kot sem jih užival jaz. Zdaj je sezona, če imate radi motorje novo, jaz vam priporočam, da naredite izpit in da si kupite eno tako žverco, ker tale žverca je dejansko ubila se za začetnike. Hvala lepa za ogled, like, share, subscribe, vi se pa fajn imejte, pa uživite.